kar na začetku nismo vedeli, vključno z menoj, v bistvu presenetilo me je to, jaz nisem pričakoval tako eksplozivnega širjenja. Spomnim se, da smo mi imeli prva predavanja in smo pač skupaj gledali, kako in kam bo epidemija tekla. Moram reči, da nismo bili prepričani, da bo tako bliskovito se razširila. Ne spomnim se, da bi kdaj za katerokoli bolezen širjenje potekalo tako zelo bliskovito. To definitivno moram reči, da je mene osebno najbolj presenetilo. Kar se tiče posledic okužbe, so bile prvotne napovedi iz Kitajske oziroma, bomo rekli, poročila precej točne. Pač prizadene zelo hudo ta virus starejše, potem tiste, ki imajo mogoče oslabljen imunski sistem, in to so še vedno skupine ljudi, za katere si moramo najbolj prizadevati, da jih zaščitimo. Tako da to bi rekel, da so take najbolj ključne stvari, ki ostanejo še danes. Imamo pa tudi nekaj novih podatkov, ki bodo pravzaprav kritični. Ti podatki so še tudi v nastajanju in preverjanju. Ena od stvari, ki ni razčiščena in mnenja niso enotna, jaz sem v bistvu skeptičen mogoče tudi do tega, ali bomo ali ne bomo za naravno okužbo pridobili trajno imunost, potem ko bomo to preboleli. Jaz bi rad videl predvsem dokaze, da to res drži. Nekateri poskusi so bili že narejeni tudi na živalih, ki pa po mojem mnenju ne odražajo realnega stanja. Namreč gre za to, da so testirali opice, ki so jih umetno okužili in so jih potem po enem mesecu poskusili okužiti ponovno in jim to ni uspelo. To zame v bistvu ni zadosten dokaz, da bi verjel, da te okužbe se ne bodo ponovile čez 1 leto, morda čez 2 leti. Tako da mislim, da bo potrebna posebna pozornost, ko se bo razvijalo cepivo, ali bomo razvili tako cepivo, ki bo dolgotrajno, ali bo mogoče potrebno ponavljati, tako kot pri gripi, in seveda, da bo sploh učinkovito. Namreč mi moramo, naloga cepiva bi bila predvsem, da človek ne bi bil, ne samo, da bi ne bi zbolel, idealno cepivo ima nalogo, da človek potem tudi ni kužen. Tako da v zvezi s tem bi rekel, pa neka vprašanja ostajajo. Potem neke nove stvari, ki so v bistvu dejansko sveže nekaj dni in so pomembne za to, kako bi ljudi vračali nazaj v okolje. Namreč z metodo, s katero testiramo zdaj na prisotnost okužbe, dokazujemo samo genom tega virusa, ki pa v bistvu ni dovolj, da bi lahko rekli, ali človek, ki je to prebolel, tudi če dokažemo genom virusa, ali je kužen ali ni. Po podatkih, ki so jih objavili pred 2 dnevi nemški znanstveniki, sicer gre za zelo majhno skupino bolnikov, ki tudi niso bili težko bolni, kažejo, da bi se verjetno dalo bolnike, ki so to preboleli, varno vračati nazaj v okolje že po kakšnem času, tednu dni potem, ko so brez simptomov, se pravi 14 dni potem, ko so recimo zadevo zboleli in jo tudi preboleli. Tako da to je zelo pomemben podatek. Tudi če je bil virus z metodo, s katero testiramo, še dokazljiv, ne pomeni, da je sposoben okužbe. To seveda bomo še nekajkrat preverili, to morajo neodvisno potrditi še druge skupine, pa na večjem številu bolnikov, ampak ta podatek bo izrednega pomena za varno vračanje in za, če rečem, ponoven zagon normalnega življenja. Velikokrat primerjava z gripo težko primerjamo, namreč vsak virus ima na celicah svoj receptor, preko katerega vstopa in ta, če rečemo, definira, kako bo bolezen potekala in seveda tudi glede na to, kater del dihal je okužen, ali je to zgornji ali mogoče spodnji, to seveda vpliva tudi na možnost širjenja. Zdaj, mogoče boljša primerjava kot med gripo in novim koronavirusom je mogoče primerjava med virusom SARS, ki se je pojavil leta 2003 in med tem, ki se je pojavil leta 2019. Obstaja teorija, ki je zelo verjetno pravilna, da ima virus v svojem genomu neko mutacijo, ki mu omogoča, da se veliko bolj učinkovito razmnožuje v zgornjih dihalih. Namreč SARS številka 1, če mu tako rečemo, iz leta 2003, je močno prizadel spodnja dihala, se pravi bil enako krut ali pa mogoče celo še bolj v smislu umrljivosti, vendar pa k sreči ni imel sposobnosti razmnoževanja v zgornjih dihalih, kar pa pomeni, da se
absolutno manj učinkovito širil, kot se sedanji. Se pravi, ta novi virus ima neko mutacijo, ki omogoča, da virus lahko okuži celice zgornjih dihal, da imamo mi okuženo žrelo. Če imamo okuženo žrelo, pomeni, da s kapljicami virus zelo učinkovito širimo okrog sebe, in to pa seveda pomeni, da je virus veliko bolj nalezljiv. In ta mutacija je dokazana za virus, ki ga imamo danes, jo pa ni imel virus, ki je bil leta 2003 in se je v letu ali še manj poslovil in je bil uspešno izkoreninjen in se takrat ni več pojavil. Ne pričakujem, da bi bilo cepivo na voljo pred prihodnjo sezono, vsaj ne za širšo uporabo. Namreč vsa cepiva grejo, tudi če grejo po hitrem postopku skozi način ocenjevanja, traja običajno več kot leto dni, preden se ti poskusi pravzaprav lahko izvedejo. Moramo biti seveda realni, namreč kdaj se dokaže učinkovitost cepiva. Takrat, ko imate zadosti precepljenih ljudi, ki so virusu izpostavljeni. In če ti ljudje nas bolijo, tako testiramo pač učinkovitost cepiva. Samo to, ali neko cepivo uspe vzbuditi, recimo proti telesa ali kakšen drug način človeške imunosti, ki ne bi bila, kolikor je mogoče, trajna, ni dovolj, da lahko ocenimo, ali je cepivo učinkovito ali ne. To lahko ocenjujemo samo takrat, ko imamo človeka, ki je cepivo prejel in je virusu izpostavljen in seveda ne bo zbolel. Diagnostika se od začetka epidemije še ni spremenila in še vedno ostaja v bistvu enaka. To je v bistvu dokazovanje virusnega genoma, ki je v tem trenutku edina pravilna in zanesljiva metoda, če želimo dokazati okužbo pri človeku, ki je nedavno zbolel, se pravi pravkar zbolel, v medicini rečemo temu akutno zbolel. Se pravi, pri teh primerih je to najboljša metoda, se pravi dokaz enega delčka genoma virusa. To izvajajo vsi laboratoriji, ki so uradno priznani v Sloveniji, in menim, da je diagnostika primerljiva z katerokoli drugo razvito državo. Seveda v primeru z drugimi državami smo mi relativno majhni, ampak kljub temu prihaja na trgu, zaradi tega, ker zbolevajo se ljudje v bistveno večjih državah, kot so Španija, Francija, Italija, in dejansko pa celo Nemčija in Švica, dejansko je dobava reagentov precej okrnjena, tako da smo pravzaprav res na stalnih zvezah z dobavitelji. Trudimo se in je v bistvu dobro, da v laboratorijih v Sloveniji nekateri uporabljajo recimo dobavitelje iz Azije, nekateri iz Evrope, se pravi, da se ne prekrivamo preveč, ker bi sicer v takem primeru prišlo do kompeticije, tekmovanja za iste resurse, kar pa je nemogoče zagotoviti, da bi jih bilo dovolj. En velik problem ostaja dobava brisov, to je osnovna palčka, s katero pravzaprav vzamemo vzorec. V bistvu gre za zelo preprosto stvar, vendar je večina glavnih dobaviteljev lociranih v Italiji, ki ima sama take probleme. Lastnik največje tovarne je Američan in pravzaprav je vsa dobava pravzaprav preusmerjena v ti dve državi, ki jih seveda epidemija veliko bolj tepe kot Slovenijo. Pri diagnostiki bi v bistvu poudaril še dve stvari. Eno je pravzaprav ena silna, kako bi rekel, skoraj nasilna potreba po hitrih testih, kjer v bistvu se pravzaprav dnevno soočamo z njihovim, kako bi rekel, propagiranjem, vendar so ti testi skrajno nezanesljivi in jih res odsvetujem za uporabo. Namreč po naših izkušnjah, ki smo jih dobili na realnih pacientih, rabimo najmanj 7 dni, pa še po 7 dneh jih lahko polovica sploh nima nikakršnih protiteles dokazljivih v krvi. Tako da to je ena silna velika želja, sliši se zelo lepo, v 5 minutah bomo imeli rezultat, vendar to definitivno ne deluje v tem trenutku. Čakamo na zanesljive serološke teste, ki jih je treba seveda ustrezno strokovno preveriti. Tudi serološki testi, kot jih sicer poznamo, za dokazovanje protiteles, niso vsi enake kakovosti in tudi ni vseeno, katera protitelesa dokazujemo.
tudi nekateri zmotno mislijo, da v bistvu že samo dokaz nekih protiteles pomeni, da je to dovolj, da človeka vrnemo na delo. To seveda vse ne drži, človeka je treba vedno gledati celovito, treba je vedeti, koliko časa je bolen. Bi pa mogoče serološki test v prihodnje, mogoče že v bližnji bodočnosti, v roku recimo 14 dni, lahko bil zelo dober pomočnik pri bolnikih, ki v bistvu so, mogoče bi jim rekel, nekoliko kasneje prišli v bolnišnico, se pravi mogoče 7., 8., 9. dan bolezni, ko vemo, da lahko koncentracija virusa v zgornjih dihalih, od koder se brisi jemljejo, pade, lahko pomagali postaviti pravilno diagnozo. Govorim v pogojniku, ker to je treba še preizkusiti. Neke manjši podatki iz tujine obstajajo, ki govorijo, da bi to lahko bil dober pomočnik, vendar, kot pravim, na te teste še čakamo in seveda mi, ki pač verjamem, da delamo odgovorno, nikoli ne želimo tega vpeljati v rutinsko diagnostiko, dokler tega ne preverimo na realnih pacientih in preizkusimo. Namreč proizvajalci velikokrat seveda navajajo, mogoče rečem, napihnjene številke, take, ki so ugodne za proizvajalca, mi pa živimo v realnem svetu in moramo uporabljati teste, ki se skladajo z bolniki, ki jih mi dnevno videvamo. Tako da tu je treba biti zelo previden, kaj se s temi testi počne. Jaz smo pa mi prvi, ki zagovarjamo uvedbo katerihkoli reagentov, ki kakorkoli pripomorejo k boljši, hitrejši in bolj natančni diagnostiki. Mogoče omenim, obstaja res, v bistvu je v prihodu še en test, ki ga vsi nestrpno pričakujemo. To je izredno zanesljiv test, ki ga sicer uporabljamo že več let za gripo, kjer bi imeli dejansko lahko rezultat v 45 minutah, ki bi bil zelo zanesljiv. Še zmerom je osnova bris žrela, nosnega dela žrela, kjer pa v bistvu imamo nekoliko težav z dobavo, namreč gre za ameriškega proizvajalca in glede na situacijo v Ameriki pravzaprav spet za omejeno dobavljivost. Bi pa ta test bil ključnega pomena zato, ker potrebujejo kliniki, se pravi za hitro triažo pri nekomu, ki ga je treba nekam zelo hitro namestiti in moramo biti zanesljivo prepričani, da te bolezni pač ima ali pa nima. Mi se moramo ravnati, tako kot sem rekel, po celoviti oceni. Se pravi, moramo vedeti, koliko časa je poteklo ali od izpostavitve. Prepričani moramo biti, da nimate simptomov bolezni. Samo test, ki bi pokazal, da imate protitelesa, ni dovolj. Se pravi, mi moramo vedeti, koliko časa je od tega. To, kar sem že prej rekel, mi moramo vedeti tudi to, da ste dovolj časa brez simptomov. Ta test bi samo, recimo pri nekom, ki ga v začetku nismo testirali, recimo zdaj je ogromno ljudi bilo napotenih, ki imajo manjše simptome, brez testiranja, da počakajo 14 dni doma. Mi se moramo zavedati, da v bistvu je cel kup virusov, ki povzročajo zelo podobne simptome, od navadnih virusov prehlada do, tudi sam sem prebolel letos gripo, ki je potekala enako, kot bi bil prehlad, ker se pač vsako leto cepim in seveda potem gripa lahko poteka zelo blago. Pač jaz imam možnost, da se testiram in smo ugotovili, da je pač gripa, je pa še na desetine drugih virusov, ki povzročajo zelo podobno klinično sliko. Če človeka date v karanteno, brez da bi ga testirali, ne morete vedeti, ali je on res prebolel COVID-2019, ampak je lahko prebolel kakršenkoli drugi prehlad. Tu bo serološki test, ko bomo ustrezne teste dobili in zavaluirali, da so zadosti kvalitetni, lahko povedal, ja, vi ste to preboleli, in bomo seveda potem, kot pravim, čakali še leto, dve, ali ta imunost je res trajna. Ampak dokaz, da ste se s tem virusom srečali in preboleli okužbo, pa bo zanesljiv. To pa sigurno lahko rečemo. Testira se vsakega bolnika, ki je tako bolan, da potrebuje sprejem v bolnišnico. Absolutno, kdorkoli je sprejet v bolnišnico in ima znake, ki so, ne vem, okužba dihal, zgornjih ali spodnjih, pa je mogoče tudi kakšen drug razlog za sprejem v bolnišnico, vsak tak je testiran. Trenutno se ne testira tistih, ki so blago bolni in v bistvu ne izpolnjujejo kriterijev, da bi bili sprejeti v bolnišnico. Lahko rečem, da to ni nič drugega, kar se dogaja tudi pri gripi. Tudi če pridete z gripo k zdravniku, vas ne bodo testirali, namreč testi niso, bom rekel, najcenejši in tudi, če se boste vi doma pozdravili, pravzaprav večina ljudi preboli tako
bolezni, brez da bi v bistvu ugotovili, kaj je. In tudi v resnici ni, če gledamo strokovno-medicinsko razloga. Koga še testiramo? Nujno moramo pa testirati kateregakoli zdravstvenega delavca, ali pa bom rajši rekel, delavca v zdravstvu. Namreč tu je precejšnja razlika. Mi imamo v zdravstvu precej profilov, ki dejansko mogoče ne delajo z bolniki, se pa gibljajo po bolnišnici ali zdravstveni ustanovi. Torej, če mi, mogoče vam dam za primer najbolj bolečo točko ta trenutek, to so domovi za starejše občane. Mi bi morali za vsakega človeka, ki dela v DSO-ju, ali je to snažilka, ali je to hišnik, ali je to vratar, ni pomembno, katera oseba je to, imeti vsak dan, predno ga spustimo skozi vrata, ali pa če je to obiskovalec, najmanj, kar je, ali da mu zmerimo temperaturo, ker je, po rekli, učinkovito mogoče samo 30 do 40% tistih, ki imajo pač dejansko okužbo, in seveda drugo, natančno izpraševanje. Ali ste prehlajeni, ali imate kakršnekoli znake bolezni dihal, ali je kdo pri vas doma boln. In vsakega takega, ki dela v domu za starejše občane, je potrebno testirati. Namreč v dom starejših občan okužba ne more priti drugače kot od ljudi, ki prihajajo od zunaj navznoter. Pač glede na to, kar sem bral, ob zadnjih epidemijah je seveda tudi pomembno, da ljudje, ki so notri, nimajo stika z zunanjim svetom. Žal je to seveda precej neugodno, mi si vsi želimo seveda imeti tudi normalni ljudje neko svobodo gibanja, ampak v tem primeru je to lahko skrajno nevarno. Namreč tam je zbrana vsa populacija, ki je najbolj rizična, in seveda jaz mislim, da je glavni problem v tem, da je potrebno to osebje skrbno usposobiti, vzpostaviti dobesedno vojaško ali, če hočete, policijsko disciplino. Namreč nihče v dom ne sme, ki bi kazal kakršnekoli znake bolezni. In vsi taki so testirani. Če je najmanjši, tu ni nobene bariere, dejansko testiramo vse. Enako velja za vse delavce v bolnišnicah, onkološki inštitut, kjerkoli, kjer bi to lahko zanesli v bolnišnico in se tam sproži požar. Koga pa zdaj ne testiramo? Kje lahko še kaj naredimo? Namreč v začetku na noben način ni bilo pametno reči, da bomo testirali vse, ki kažejo znake kompatibilne s covidom, ker če bi mogoče tudi danes to rekli, lahko še zmerom ostanemo brez reagentov zaradi tega pomanjkanja na svetovnem trgu. Bomo pa seveda, kar je tudi minister napovedal in bo verjetno tudi strokovna skupina, v kateri tudi sam sodelujem, predlagala, da bi indikacije verjetno razširili na mogoče malo večje število teh, ki kažejo bolj blage simptome, tudi če bodo ostali doma. Namreč želimo si, da bi mi potrdili več okužb, verjamemo, da človek, ki dobi izvid, da je pozitiven na COVID-2019 in da je virus dokazan, dosti bolj resno spoštovala inštitut samoizolacije in tudi do konca ostala v izolaciji ali karanteni, kot pa če rečemo, vi imate neko bolezen, lahko je COVID in potem, ko mu gre dobro ali pa v bistvu že prej začnejo zahajati v javnost. To se bo zelo verjetno v prihodnosti zrahljalo in bomo lahko testirali več ljudi. Jaz upam, da bo tudi z potekom epidemije čim hitreje prišlo do te situacije, da jo bomo pač obvladali tudi na tem nivoju. Verjetno bo na nekem verjetno epidemiološko postavljenem vzorcu omogočeno, da bo testirano več ljudi, ki bodo imeli pač določene znake kompatibilne, pa smo jih prej mogoče odslovili, so mogoče prišli celo na pregled zdravniku, pa jim bris ni bil odvzet. Tako da tu bomo morali delati kontrolirano, da bodo pač zmogljivosti, ki jih slovenski laboratoriji zmorejo, nekako usklajene s tem, če bodo proste kapacitete, dovolj reagentov, da bi seveda čim več ljudi pravzaprav testirali. Na začetku moram reči, to navodilo Svetovne zdravstvene organizacije je bilo nekoliko kontroverzno. Testirati bi si vsi želeli čim več ljudi. Problem je, če tega ne morete zagotoviti zaradi reagentov, ker se vam lahko zgodi, da ne bi testirali tistih, ki to nujno potrebujejo, kot vse skupine, ki sem jih že naštel. Bi pa opozoril še eno stvar. Testi, vsi, ki jih imamo na razpolago, niso namenjeni testiranju zdravih ljudi. Ves čas kroži to,
ja, pa so simptomatski, pa ne vemo, lahko bi tudi oni prenašali virus. Tega si ne smemo dovoliti, zato ker v bistvu to bi pomenilo, da bi lahko brisali in testirali pravzaprav vse prebivalce, kar pa je neizvedljivo tako z finančnega, logističnega in z področja reagentov. Obstajajo pa epidemiološke situacije, kot je recimo dom upokojencev, ko najdete prvi izbruh, ko dejansko želite v nekem trenutku vedeti za vse, ki so v to vključeni, če so zdravi ali ne, ali imajo ali nimajo virus prisoten, da jih lahko v nekem trenutku ločite na okužene in v nekem trenutku na okužene in neokužene.